Spygate je tista zgodba Formule 1, katera je še danes nepojasnjena in katerih vseh skrivnosti zagotovo ne bomo nikoli izvedeli. Vse se je začelo čisto po naključju v sezoni 2007, ko so nekaj dni pred veliko nagrado Monaka pri Ferrariju v rezervarju bolida Felipea Masse odkrili čuden bel prah. Posumili so, da imajo nekoga v ekipi, ki dela proti njim, začeli so s preiskavo in odkrili so krivca. To naj bi bil Nigel Stepney. A on ni samo sabotiral bolida Felipea Masse, temveč naj bi tudi predal dokumentacijo takratnega bolida nasprotnikom pri ekipi McLaren. Vsi so bili začudeni, kajti Nigel Stepney je bil član ekipe še iz časov Michaela Schumacherja, časov velikih zmag in mnogih naslovov. A kljub vsemu je fotokopiral kompletno dokumentacijo takratnega bolida ekipe Ferrari in jo predal nasprotniku Mikeu Couglanu v ekipi McLaren. Tej so seveda z veseljem preučili ta material, kljub temu, da njihov bolid je bil že napravljen za tisto sezono, pa so točno vedeli, kako deluje bolid njihovih nasprotnikov in zakaj so izbrali določene rešitve. Ferrari je seveda zadevo prijavil ne samo italijanski policiji, ampak tudi FIA. Ta je začela obsežno preiskavo med vsemi ekipami Formule 1, kajti intelektualna lastnina bolidov je nekaj, kar morajo pri FIA paziti. Ne sme se pretakati informacije z ene ekipe v drugo, še posebej ne z vrhunskimi tehnikami. Ugotovili so mnogo zanimivih stvari. Namreč, ni bilo prehoda samo informacij, to se pravi teh načrtov iz Ferrarija do McLarena. Dva njihova voznika sta imela celo direktni kontakt z nekom pri ekipi Ferrari. Namreč tako Fernando Alonso kot Pedro de la Rosa sta po mailu dobivala informacijo o tem, kak pritisk pneumatik rabi Kimi Räikkönen, kje ima nameščene uteži v bolidu, ter celo za eno dirko, kdaj bo napravil postanek v boksih. Dobili so tudi zanimive informacije pri Renaultu, kjer so odkrili 720 strani dokumentacije bolidov McLaren iz let 2006 in 2007. Zaključki so bili na začetku seveda resni. Govorimo o prepovedi delovanja v Formuli 1, govorimo o visokih kaznih, govorimo o diskvalifikacijah. Ampak na koncu so najkrajše potegnili ekipa McLaren in Nigel Stepney. Namreč, ko so se zadeve malo polegle, je bila večina teh suspenzov preklicanih in ostala je samo diskvalifikacija ekipe McLaren za točke, ki so jih dosegli kot konstruktorji v sezoni 2007 in kazen v višini $100 milijonov. Posledice so bile seveda drugačne, bolj obsežne in njihov učinek čutimo še danes. Pri McLarenu se je njihov takratni partner in solastnik ekipe Mercedes odločil, da z njimi ne bo več sodeloval. In v sezoni 2010 je nastala tovarniška ekipa Mercedesa. Mnogi akteri so bili po tej aferi v bistvu nagrajeni. Jean Todt je nasledil Maxa Mosleyja kot predsednik FIA. Pat Fry je bil pri McLarenu v tej aferi zadolžen za proučevanje teh dokumentov, a je že v sezoni 2010 dobil mesto pri Ferrariju. Tam je nadomestil Alda Costa. Tako Fernando Alonso kot Pedro de la Rosa nista bila sankcionirana v preiskavi FIA, kajti z njimi sta sodelovala. A za čuda sta tudi ona dva kariero nadaljevala kasneje pri Ferrariju. Edini, kateri je bil izločen iz sveta Formule 1, je verjetno tisti, kateri je poznal vse ozadje te zgodbe. Govorim seveda o Nigelu Stepneyju. In zanimivo je, da je prav edini človek, ki bi lahko to afero pojasnil in zares povedal, kdo je bil v ozadju in zakaj je v resnici šlo, no, ta človek je na žalost umrl v čudni prometni nesreči leta 2014. Kot je povedal Max Mosley takoj po razkritju afere, edina stvar, v kateri smo verjetno gotovi pri vsej tej zadevi je, da mi resnice do konca nikoli ne bomo zvedeli. A to je Spygate, ena izmed najbolj razburljivih zgodb v Formuli 1.